Pozdravljeni. Tisti, ki me poznate, veste, da sem Nastja. Že nekaj let urejam stran Pozitivne misli, da v urejanju teh stvari me je nekako tudi pripeljala moja diagnoza, cistična fibroza, s katero sem se rodila. Še vedno velja za neozdravljivo bolezen in odkar so bili pač zadnje mali koraki, ker smo dodobra boljše spoznali to bolezen, pa tudi način življenja, kako težka, kruta je in za bolnika, kot tudi za celo družino, kaj vse težkega bolezen prinaša. Včeraj je bil pa predvajan na Pop TV, je predvajal film Brez dotika. Sicer film ni novi, je že nekaj let od tega in v tem prelomnem času se je, mislim, da je to bilo ravno v času covida, zgodilo to, kar so bolniki pa družine bolnikov pa tudi zdravstvo vsa leta upali, da se bo, je prišlo na tržišče prvo gensko zdravilo za cistično fibrozo. V Sloveniji sploh ni bilo nobenih težav, mi smo bili celo med prvimi v Evropi. Smo lahko bolniki, res vsi, ki imamo te mutacije primerne, namreč tudi to je bil pogoj, prejeli samo zdravilo. Zdravilo ne ozdravi bolezni, ampak vsakodnevno jemanje zdravila seveda sedaj povzroča čisto neko novo življenje. Bolezen ostaja, vendar pa zdravilo deluje tako, da ni toliko teh pljučnih poslabšanj, kar je sedaj tudi za pričakovati, da se bo življenjska doba nas bolnikov bistveno izboljšala. Ali pa še bolje, če govorimo o teh mladih generacijah, res, pa tako kot vsi ostali bolniki, pričakujemo za neko normalno življenjsko dobo. Kajti v samem štartu bolezni pred leti, ko so ugotavljali, je bila to življenjska doba bolnikov 17 let, s tem, da je bilo ogromno dojenčkov, novorojenčkov. To mi je tudi na enem kontrolnem pregledu pred leti še dejal en zdravnik, da to je bila tako težka bolezen, ko so v bistvu dojenčki svojim staršem umirali v rokah s tem, da so se dušili v tej sluzi, ki je niso mogli izločati. Potem so prišli prvi inhalatorji, potem so prišli inhalatorji in pač, koliko je meni zgodovina te bolezni znana, koliko se sama spoznam v to, so ti inhalatorčki z določenimi zdravili, ki spet niso zdravili bolezni, ampak so lajšali le to sluz, ker tukaj v telesu manjkajo ti kanalčki, ne delujejo, zato nastaja toliko pri cistični fibrozi, nastaja toliko te sluzi, goste, lepljive. Ja, Dino je prišel pomagati. Tudi moj Dino je star in več ne more, pojdi sem na kavč. Se bo malo pokazal, ne? Toliko te lepljive sluzi, ki maši pljuča. Zaradi tega, čeprav je cistična fibroza ena kompleksna bolezen, ki prizadene večinoma organov v telesu, pa najbolj prizadene ravno pljuča, ker jih maši in to vse do te odpovedi pljuč, ker je do zdaj bilo edino še veljam, ko pride tako daleč, ko se bolezen tako daleč poslabša, potem si kandidat za presaditev pljuč. To smo včeraj tudi videli v filmu Brez dotika. Brez dotika je en taki zelo romantični film. Tako v realnem življenju se ne dogajajo tako romantične stvari, da bi ti v bolnici kar nekoga spoznal, se imel rad, in redko se zgodi, ampak tema za film je bila primerna. Zdaj vsak, ki si je film ogledal, je verjetno nekaj čutil, nekaj doživel. Eni so pač uživali v tej ljubezni, ki se je zgodila, pa je ne bi smelo biti. In mnogim
tudi to, mnogi ljudje tega niti ne razumejo, kaj pomeni imeti cistično fibrozo. Jaz, kot odrasla bolnica s cistično fibrozo sem si ta film že večkrat ogledala, ker meni je bil zelo aktualni v tistih letih, ko je prišel, se pravi morda 5-6 let nazaj, ne vem točno, se ne spominjam. Takrat smo bili še precej odzadaj, precej za časom, kjer smo zdaj, ker takrat res ni bilo nobenega zdravila, ki bi pomenilo neko upanje. In najprej sem si ga ogledala z mojim nečakom. Moj nečak je bil takrat še zelo ne vem, koliko let je bil star, ampak od prvega trenutka pa do zadnjega enkrat ni pogledal na uro, enkrat, ker je pač cistična fibroza bila del našega življenja, še je, ampak takrat otroci to zelo čutijo. In obstaja dosti enih takih čustvenih stvari, ki jih doživljaš pri cistični fibrozi. Vsekakor vsak, ko te sreča, ostane odprtih ust, ko mu ti poveš, kako je življenje s to boleznijo. Ker je nenavadno. Največkrat zato, ker včasih ljudje, ko te vidijo, rečejo: tebi se pa sploh ne vidi, da si ti bolana." Ali pa, ne vem, slišiš take pripombe, mogoče v dobronamernem stilu, ampak kako se pač kdo vzame. Želim povedati, v tem filmu je bila prikazana pač ta, v ospredje prihaja romantična zgodba in ona daje poudarek na to, da se dva zaljubljenca nista smela dotikati, nista smela v bližino, nista smela v isto posteljo, nista smela v isto sobo, nista si smela deliti stvari, nista se smela tako poljubiti, nista smela niti fizično, kar je tudi kar bilo poudarjeno, na okoli, ne pa direktno, ampak ja, kaj, se zgodijo tudi, ja, seveda. Zakaj se pa zgodi? Saj mi že od malega, že vsi otroci vejo, da se ne rokujejo, da se ne objemajo, da pri pozdravih, ko sorodniki pridejo, to postane del družine in potem to v enem življenju ni več tako hudo, ko recimo zdaj, ko nekdo ta film gleda, pa potem reče: saj toti se pa niti objeti ne smejo." To postane potem neki normalni del življenja in ti, ko imaš nekoga rad, daš to vstran. In tudi, ko ti se zavedaš, koliko bakterij je v rokah, koliko na kljukah, na vozičkih v trgovini, potem se zavestno vsemu temu že izogneš. Ja, objamejo te svojci, recimo starši, itak da objamejo, in tudi med družinskimi člani ni to taki problem, kot je, ko pridejo tuji ljudje v tvoje življenje. Potem je to problem. Včasih greš po mestu, pa ti ljudje davajo nehote roke, se predstavljajo. S covidom je malo ta ozaveščenost postala tudi večja, ko smo študirali, kaj vse na naših rokah v bistvu živi. In te bakterije hitro pridejo v pljuča in pljuča, ki niso zdrava, potem seveda zelo hitro zbolijo. Še vedno, ko razmišljaš o tem, da so bili so primeri, kjer sta se v resnici, to je bilo tudi par let nazaj, zaljubila, oba sta imela cistično fibrozo, in potem sta tudi v nekem krajšem dobu, mogoče enega leta, zaradi tega tudi oba umrla. Ker zakaj se zgodi? Pri bolezni cistične fibroze ti imaš zelo nizko odpornost. In če imaš ti nizko odpornost, to pomeni, da boš ti zelo hitro zbolel. Zdaj, če pride k tebi nekdo, ki ima navadni prehlad, 2-3-krat se zakihne, zakašlja, in seveda človek nima odpornosti, hitro zboli. Ampak pri cistični fibrozi ni navadnega prehlada, ker vsak navadni prehlad tebi še dodatno poslabša pljučno funkcijo. In največkrat iz takega navadnega prehlada, ki ti ga nekdo prinese, ti enostavno že zboliš
Zdaj recimo se stanje pljuč tako poslabša, saj nekega čisto določenega imena za to se nikoli ni, ne vem, poslabšanje bolezni, ampak ti prejmeš takrat antibiotično, to je recimo, da si boste lažje predstavljali, terapijo kot pri pljučnici. Zdaj traja najmanj 14 dni, potrebuješ ene antibiotike, dvojne antibiotike sem jaz nekje vedno uporabljala, bilo je pa celo enkrat 5-tedensko poslabšanje, ker sem imela, takrat sem pa res ne vem koliko različnih antibiotikov pojedla v tisti sezoni prehlada. S tem, da jaz sem vedno imela bakterijo stafilokok, psevdomonas zelo redko, to so težke, in ker je tukaj tudi ena oblika bakterije, za katero je ta fant zbolel in mu niso mogli presaditev pljuč narediti. Za njega je bila to smrtno nevarna bakterija. Bakterije je zelo, zelo dosti. Zdaj, manj nevarne ni, ampak so pa druge toliko bolj nevarne, da ti res ogrozijo življenje. Zato je treba na vse bolnike, take rizične, ki so, paziti. Vsi moramo to v sebi imeti, tudi jaz, ko grem k drugim bolnikom, vem, da sem takrat tudi jaz njim nevarna, da pogosteje pa tako bilo v življenju, da so drugi, ampak to čisto nenamensko, nevarni za moje zdravje. Hitro se privadiš na take stvari, tako da ta ločenost, ki je zdaj mnogim ljudem zdravim nepredstavljiva, ti postane predstavljiva. Za mene, čisto odkrito povem, je včasih bližina nekaterih ljudi, ki se mi približujejo, tako kot za mene, v mojih pogledih ni dobro. Prej me to ogroža, me spravlja v slabo voljo, kot pa to, da bi kar povprek se rokovala na zabave, mešala kozarce, prijemala vozičke v trgovini, ne. To je za mene, takrat ko primem košarico, najraje imam kakšno svojo vrečko, to je za mene res strah. In ko ti enkrat tako živiš v enem obdobju, to je ena higiena, če bi najboljše mogoče rekla higiena teh rok, ti potem postane to zelo pomembno. In mene zelo zmoti, če mi nekdo nekoga predstavi. Zdaj morda razumete, zakaj, ker za mene je mene to ogroža. Medtem ko se vsi drugi v tej dobi radi objemamo, radi se nekako stiskamo, jaz se vedno stopim na korak nazaj, ker zdravje je zdravje. Nihče ne ve, kaj se v tvojem telesu dogaja. Recimo punca, ko je izkašljevala, o tem bi tudi rada govorila, o teh grdih zelenih izpljunkih. To je ena higiena, jaz sem sprejela higieno kašlja in sem vse te stvari delala v svojem zaprtem prostoru, da nisem motila nikogar. Ker zdaj kot otrok to ni problem, otrokom je to smešno, pa so jim to te zelene žabice, pa ne vem, še to gre. In starši tudi otroku morajo pomagati, da on sploh zmore to izkašljati. Ker problem je v tem, te sluzi je ogromno, ampak tudi ne gre kar, da bi ti skašljal 2-3-krat, pa bi to bilo gotovo, ne. To je problem, da ta sluz se notri v pljuča naseli, v pljučih nastane in tam njej paše. Tam je toplo in zaradi tega tudi te bakterije v tej sluzi neizmerno rade rastejo in potem slabša naša pljuča. Sluz je toliko lepljiva, da jo ti moraš nenehno čistiti. To pa ni kar tako enostavno, ampak obstajajo inhalacije, preko katerih tebe prisilijo, da ti močno kašljaš in potem nekako izkašljaš to sluz, da imaš nekaj časa čistejša pljuča. Potem obstajajo recimo ti telovniki, ampak ta telovnik je recimo, ki te trese, vibrira. To je, mislim, da je ona imela tudi vsakodnevno terapijo, da je ona ravno uporabljala vsakodnevno terapijo zdela v filmu, da je lahko to sluz
Ja, ker zakaj ne? Pri zdravem človeku itak, ko so ti, kanalčki in vse to se odpira in to lepo deluje, ta sluz sama prihaja iz telesa, pač ni to gosto. Jaz nisem bila kandidat za ta telovnik, ki vibrira, zato ker moja pljuča so pljuča, ki so krvavela. Večkrat sem izkašljala kri, sem tudi na pljuča zakrvavela, zato potem ta pljuča ne smejo imeti teh vibratorjev, in ker bi se krvavitve lahko še prej odprle in pač prej bi tudi prišlo do krvavitev. Ja, krvavitev je ena taka zelo resna stvar pri cistični fibrozi, zelo nevarna. In takrat je treba res takoj ukrepati. Po navadi potem, če so recimo krvavitve, zdaj za krvavitev jaz ne morem reči manj resne ali pa bolj resne, no, hvala bogu, da minejo. Takrat prejmeš tudi to spet tole, antibiotično kuro, moraš narediti, z antibiotiki, ker je sigurno odzadaj neki zagon, vnetje. Jaz sama sem dvakrat krvavela močno in pri tej bolezni to ni, pač dostikrat se to pojavlja in tisti, ki ste kadarkoli krvaveli, zakrvaveli na pljuča, veste, da to pa res ni neki hec, da to ni nedolžna stvar. In ko je grlo polno tiste sladke krvi, da to je takšen strah, in ko se meni to prvič zgodilo, jaz sem takrat mislila, da bom umrla. To je bila ena taka prelomnica v mojem življenju, ki jo imam, vedno jo živo doživim in vedno vem, ko sem šla od doma takrat, sem videla svojega papagaja nazadnje in koliko sem si ja želela, sam naj zdaj umre, samo pljuča vzdržite, in takrat me je čakala ena taka neprespana noč, težka, na sprejemih. In to je to, kar cistična fibroza, nenapredljivo, ti sploh nekaj ne pričakuješ, kar se dogaja.